Več kot 3000 let so znova in znova pripovedovali o padcu Troje. Po starodavnih pesmih je velika vojska iz Grčije napadla mesto, trdno mesto, potem ko je princ Paris odpeljal Heleno, kraljico Sparte, v Trojo. V zgodbi nastopajo tudi bojevniki Ahil in Odisej ter kralj Agamemnon in znameniti leseni konj, ki naj bi ga uporabili za vstop v mesto. Toda zgodba o trojanski vojni ni bila zapisana medtem, ko se je vojna dogajala. Najbolj znana različica je zapisana v Iliadi, starodavni pesnitvi, ki jo pripisujejo Homerju. Ta pesnitev je nastala nekaj 100 let po obdobju, iz katerega naj bi izvirala zgodba. Zaradi tega je težko ločiti, kateri deli so spomin na resnične dogodke in kateri so bili dodani s strani pesnikov skozi čas. Številna stoletja mnogo ljudi je menilo, da je Troja zgolj izmišljena. Ni bilo jasnih zemljevidov, ki bi kazali, kje naj bi se nahajala. Prav tako ni bilo ohranjenih palač ali zidov, ki bi jih bilo mogoče zlahka prepoznati kot del mesta opisanega v zgodbi. Vendar se je to mnenje spremenilo v 19. stoletju. Na severozahodnem delu današnje Turčije, blizu ožine, ki se danes imenuje Dardanele, je hrib, znan kot Hisarlik. Nekateri raziskovalci so že dolgo sumili, da so pod hribom morda skrite ruševine Troje. Eden prvih, ki je tukaj raziskoval, je bil Frank Calvert, britanski učenjak in ljubiteljski arheolog, ki je živel blizu tega kraja. Calvert je verjel, da je Hisarlik najverjetnejši kandidat za lokacijo starodavne Troje. To idejo je delil s Heinrichom Schliemannom, bogatim nemškim poslovnežem, ki se je navduševal nad starodavno zgodovino in Homerjevimi zgodbami. V 1870-ih je Schliemann začel obsežna izkopavanja v Hisarliku. Ni bilo odkrito le eno uničeno mesto. Ugotovili so, da je hrib sestavljen iz več plasti naselij. Tisoče let so na tem mestu gradili mesto, ga uničili, zapustili in nato na njem zgradili novo mesto. Kasneje so arheologi uredili glavne dele območja od Troje Pitol do Troje Deveto. Odkrili so tudi še starejše ostanke, ki jih danes imenujejo Troja Nič. Plasti kažejo, da je bilo to območje uporabljeno in naseljeno več kot 4000 let. Prve velike skupnosti so se začele že v bronasti dobi. Mesto pa so neprekinjeno uporabljali vse do grškega, rimskega in bizantinskega obdobja. Schliemannovo izkopavanje je bilo pomembno, vendar je povzročilo tudi veliko škodo. Arheologija v tistem času še ni uporabljala skrbnih metod, kot jih poznamo danes. Zaradi želje, da bi čim prej prišel do najstarejšega dela griča, Schliemann je dal izkopati globok in širok jarek na sredini najdišča. Pri tem je bilo veliko zidov, stavb in predmetov iz novejših plasti poškodovanih ali odstranjenih. Za Schliemanna je bilo bolj verjetno, da je globlje mesto Homerjeva Troja. Zaradi tega je prezrl nekatere dele pozne bronaste dobe, ki so bližje obdobju, ki ga običajno povezujemo s trojansko vojno. Pri kasnejših izkopavanjih arheologi so ugotovili, da najpomembnejši kandidat ni najstarejše mesto, ki ga je najprej izbral Schliemann. Zgodba je bližje plastem, imenovanim Troja 6 in Troja 7a. Troja 6 je obstajala v večjem delu pozne bronaste dobe. To je bilo razvito in trdno mesto, obdano z debelimi zidovi. Mesto je bilo uničeno okoli 13. stoletja pred Nestingštevetom, vendar ni jasno, ali je bila glavni vzrok vojna ali močan potres. Potem je bila Troja 7 hitro zgrajena na vrhu uničenih stavb. Hiše znotraj obzidja so bile zelo strnjene. V tla so bili zakopani veliki vrči, ki so jih morda uporabljali za shranjevanje hrane. Takšna ureditev je lahko znak, da so se prebivalci pripravljali na pomanjkanje zalog ali na morebiten napad. Okoli leta 1180 pred Nestotinato je bila Troja 7a prav tako požgana in uničena. Najdeni so bili sledovi ognja in nasilnega uničenja, vendar pa to ne more dokazati, da se je zgodila prav tista vojna, kot je opisana v Iliadi. Arheologija zgolj kaže, da je v pravi regiji obstajalo resnično mesto, ki je doživelo nekaj uničenja v obdobju, ki bi lahko bilo izvor legende. Prava Troja je bila tudi precej drugačna od preproste majhne utrdbe, kot so prej domnevali raziskovalci. Na najvišjem delu hriba se nahaja citadela, zaščiteno središče mesta. Tukaj so morda živeli voditelji, uradniki in premožne družine. Okoli citadele stojijo mogočne stene, zgrajene iz skrbno zloženih kamnov. Stolpi in vrata varujejo poti, ki vodijo v notranjost. Nekateri zidovi so debeli več metrov in segajo več metrov v višino. Citadela stoji na mestu, odkoder je razgled na široko ravnico in poti, ki vodijo proti morju.
Zaradi tega so stražarji zlahka opazili ljudi na vozilih ali vojske, ki so se približevale mestu. Znotraj citadele so velike stavbe, ki so jih morda uporabljali kot bivališča, dvorane, skladišča ali upravne prostore. Nekatere imajo obliko megarona, podolgovate stavbe z odprtim delom spredaj in veliko sobo v notranjosti. Takšna zasnova je bila običajna pri nekaterih palačah in pomembnih stavbah v bronasti dobi. Možna palača v Toktoku ni bila dokončana. Veliko stavb iz bronaste dobe je bilo uničenih zaradi gradnje templjev in javnih stavb v kasnejših obdobjih. V poznih 80. letih in v naslednjih letih je postalo bolj jasno, da Troja ni bila le citadela. Zunaj visokih zidov je bilo širše spodnje mesto. Tukaj je živela in delala večina navadnega prebivalstva. Okoli hriba so našli sledi hiš, delavnic, skladišč in drugih delovnih dejavnosti. Našli so tudi dele obrambe, vključno z velikim jarkom, ki bi lahko preprečil vojnim vozovom ali sovražnikom, da bi se hitro približali mestu. Spodnje mesto je pokazalo, da je bila Troja večja in bolj organizirana, kot so sprva mislili. Kljub temu arheologi še naprej preučujejo in razpravljajo o njenem natančnem obsegu ter o tem, koliko ljudi je tam živelo. Jasno je, da to ni bila le majhna trdnjava. To je bilo pomembno mesto s citadelo, bivališča, proizvodnja, skladišča in obramba. Toda obstoj prave Troje še ne dokazuje samodejno, da je Ahil res živel. Odisej in Agamemnon. Prav tako to ne dokazuje, da so uporabili velikega lesenega konja za osvojitev mesta. Da bi ugotovili, ali je bila resnična vojna izvor legende, je treba pogledati ne le ruševine Troje. Preučiti je treba tudi zapise velikih kraljestev, ki so bila pomembna v regiji v poznobronasti dobi. Še posebej Hetitsko cesarstvo in mogočna kraljestva na drugi strani Egejskega morja. Vzhodno od Troje, v osrednjem delu Anatolije, tam je bilo nekoč Hetitsko cesarstvo. To je bilo eno najmočnejših kraljestev poznobronaste dobe. Hetiti so za seboj pustili na tisoče glinenih tablic, ki vsebujejo pogodbe, pisma, poročila o vojnah in zapise o drugih kraljestvih. V teh dokumentih je omenjeno kraljestvo imenovano Vilusa. Veliko zgodovinarjev se strinja. Verjamejo, da je bila Vilusa mesto, ki so ga Grki kasneje imenovali Ilios ali Troja. Ime in položaj Viluse se ujemata severozahodnim delom Anatolije, kjer se nahajajo ruševine v Hisarliku. Vendar to ne pomeni, da je vse, kar je v Homerjevi zgodbi, resnično tudi dejansko zgodilo. Pomembno je, da dokumenti kažejo, da je v tej regiji res obstajalo kraljestvo, ki je bilo vpleteno v vojne in diplomacijo v bronasti dobi. Preden preučimo te spopade, je pomembno vedeti, kdo so bili ljudje, ki so živeli v Troji. Njihove etnične identitete še ni mogoče natančno določiti. Hiše, orodja in način izdelave lončenine v Troji so močno podobni kulturi severozahodne Anatolije. Obstajajo tudi predmeti, ki kažejo na povezave z mikenskimi Grki, ki so živeli na drugi strani Egejskega morja. To ni presenetljivo. Troja stoji med Anatolijo in Egejskim svetom. Okoli nje so potovali trgovci, mornarji, vojaki in odposlanci iz različnih kraljestev. Možno je, da so v mestu živeli in delali različne skupine ljudi. Ena najpomembnejših vprašanj je, kateri jezik so uporabljali Trojanci. V Troji so našli majhen bronast pečat z znaki luvijskih hieroglifov. Luvijski je starodavni jezik, ki so ga uporabljali v nekaterih delih Anatolije in spada v večjo družino indoevropskih jezikov. Pečat morda nakazuje, da so bili v mestu ljudje, ki so znali luvijsko, vendar en sam predmet ni dovolj, da bi ugotovili glavni jezik celotnega prebivalstva. Možno je, da so v upravi in vsakdanjem življenju uporabljali luvijski ali soroden anatolski jezik. Mogoče so bili tudi ljudje, ki so govorili grško zaradi stalne trgovine in stikov z Mikenčani. V Iliadi se Trojanci in Grki zlahka razumejo in imajo veliko istih bogov. Vendar pa so lahko podrobnosti v pesnitvi tudi posledica pripovedovanja Grkov po več stoletjih. To ni neposreden dokaz o resničnem jeziku, ki so ga uporabljali v Troji v bronasti dobi. Obstajajo imena iz hetitskih zapisov, ki kažejo na mešane vplive. Med njimi je tudi Aleksandru, kralj Viluse. Ime Aleksandru je podobno imenu Aleksandros, ki je drugo ime Parisa v grški tradiciji. Omenjeni so tudi voditelji z imeni Kukuni in Valmu, ki pa so bolj podobna imenom iz Anatolije. To ne dokazuje, da je bil Aleksandro Paris iz legende.
To samo kaže, da obstajajo imena in tradicije, ki so se morda prenesle iz Anatolije v grške zgodbe ali obratno. Možno je, da obstaja resnični spomin na ljudi in dogodke, ki so se postopoma spreminjali, ko so se prenašali iz generacije v generacijo. Obstajajo tudi dokazi, da je vlada Viluse znala uporabljati pisavo. Hetitsko cesarstvo je sodelovalo s Pinusasi, vendar pa je to potekalo prek pogodb in uradnih sporočil. Kljub temu, skoraj da niso našli lokalnih arhivov v Troji. Morda so bili nekateri njihovi zapisi napisani na lesu. Za razliko od glinenih tablic se les zlahka razgradi in izgine. Če je bil tak material običajno uporabljen v Troji, je morda velik del njihove lastne zgodovine zavedno izginil. Zaradi tega večina tega, kar vemo o njihovi politiki, izhaja iz dokumentov, ki so jih ustvarili Hetiti. Eden najpomembnejših ohranjenih dokumentov je pogodba med Muvatalijem II., kraljem Hetitskega imperija, in Alaksandu, vodjo Viluse. Pogodba je bila sklenjena v 23. stoletju pri Neistoštitotu, pred obdobjem, ki ga običajno povezujemo z uničenjem Troje. 7a. Pogodba kaže, da je bila Vilusa del večjega sistema kraljestev, ki so bila v zavezništvu s Hetitskim imperijem. Kot manjše kraljestvo je morala Vilusa ostati zvesta Hetitskemu kralju. Pričakovalo se je, da bo njen vodja zagotavljal informacije o sovražnikih in pošiljal vojake, kadar jih je Hetitska vojska potrebovala. V zameno Hetitski imperij priznava in ščiti vladavino Alaksanduja. Če bi bila Vilusa napadena, bi lahko zaprosila za pomoč močnejše Hetitske vojske. Takšna zaščita je bila pomembna, ker so se na zahodnem delu Anatolije pogosto pojavljali spori. Med bogovi, ki so bili poklicani za priče dogovora, je bil tudi bog z imenom Apalijuna. Nekateri učenjaki so opazili, da je to ime podobno imenu Apolon. V Homerjevih zgodbah je bil Apolon naklonjen Troji. Možno je, da imata obe imeni starodavno povezavo, vendar podobnost ni dovolj, da bi takoj rekli, da sta oba boga enaka. Pogodba je pomembna ne zato, ker potrjuje Iliado, ampak ker prikazuje resnično kraljestvo Vilusa. Imelo je svojega kralja, vojsko, bogove in diplomatske odnose z enim največjih imperijev svojega časa. Tu tudi ni bil prvič, da se je Vilusa pojavila v zgodovini Hetitskega imperija. V starejših dokumentih je omenjena skupina kraljestev v zahodni Anatoliji imenovana Asuva. Skupina se je uprla proti širjenju Hetitov v 2. tisočletju pred našim Štepo. Na seznamu je tudi ime Vilusja, ki ga običajno povezujejo z Viluso. Hetitske sile so premagale koalicijo in postopoma so nekatera zahodna kraljestva prišla pod njihov vpliv. Vendar pa Hetitsko cesarstvo ni bila edina velika sila, ki jo je zanimala ta regija. Na drugi strani Egejskega morja so bila Mikenska kraljestva. To so bili Grki iz bronaste dobe, ki so zgradili velika središča, kot so Mikene, Pilos, Tirint in Tebe. Imeli so palače, ki so upravljale zemljo, proizvodnjo, trgovino in vojsko. Bili so tudi vešči mornarji in njihovi izdelki so prišli v številne dele vzhodnega sveta. V hetitskih dokumentih se ime Ahijeva večkrat pojavlja. Opisuje se kot sila, ki se nahaja na zahodu in ima sposobnost umešavanja v politiko Anatolije. Večina današnjih strokovnjakov povezuje Ahijavo z mikenskimi Grki ali z enim od vplivnejših delov njihovega sveta. Ime Ahihava je podobno tudi Ahajejoi, enemu od imen, ki jih Homer uporablja za Grke. V enem pismu je hetitski kralj imenoval kralja Ahihave za brata. V diplomaciji bronaste dobe to ni bil kar navaden naziv. Ta naziv so uporabljali za vladarje, ki so jih imeli za enakovredne hetitskemu kralju, kot so bili kralji Egipta, Babilona in Asirije. To kaže, da Ahijava ni bila majhna ali nepomembna skupina. Imela je moč pošiljati ljudi, podpirati zaveznike in povzročati nemire na območjih, ki jih je Hetitsko cesarstvo štelo za področje svojega vpliva. Med tema dvema silama so bila kraljestva zahodne Anatolije, vključno z Viluso. Morali so sklepati dogovore s Hetitskim cesarstvom, hkrati pa so trgovali ali sodelovali tudi z ljudmi iz Egejskega sveta. Lokacija Troje je bila zelo pomembna. Blizu je Dardanel, ozkega morskega prehoda, ki povezuje Egejsko morje in Marmarsko morje.
to pa vodi naprej do Črnega morja. Kraj je omogočal dostop do morskih in kopenskih poti med Anatolijo, Balkanom in Egejskim svetom. Ni jasno, ali je Troja neposredno nadzorovala vse ladje, ki so plule skozi ožino, ali pa je pobirala pristojbino, vendar pa je lokacija mesta mestu dajala velik pomen. Kdorkoli je imel vpliv v okolici Troje, je imel boljši položaj za trgovino, potovanja in vojaške premike. Zaradi tega morda ni bila le ena ženska razlog za kakršnokoli resnično vojno, ki se je zgodila okoli Troje. V ozadju legend o Parisu in Heleni je morda obstajal globlji konflikt, boj za vpliv v zahodni Anatoliji med Hetitskim imperijem, lokalnimi kraljestvi in voditelji iz mikenske civilizacije. V preostalih hetitskih pismih se pojavljajo imena, ki se zdijo del resnične krize. Obstajali so voditelji, ki so bili izgnani, uporniki, ki so jih podpirali iz tujine in mesta, za katera so se večkrat borili. V teh dokumentih lahko vidimo možen zgodovinski izvor vojne, ki je kasneje postala legenda o Troji. Spori okoli Viluse so morda pustili sled v grških legendah. V eni starejši zgodbi, še pred vojno, opisano v Iliadi, naj bi Heraklej že napadel Trojo. Legenda morda kaže, da se je bitka za mesto zgodila več kot enkrat, vendar ta zgodba ni dovolj, da bi ugotovili, kateri resnični dogodek je njen izvor. Več stoletij je bila Vilusa večkrat vpletena v spremembe oblasti v zahodni Anatoliji. Morala je sodelovati s Hetitskim imperijem, sosednjimi kraljestvi in silami povezanimi z mikenskim svetom. Dokumenti in ruševine ne ponujajo popolne zgodbe, vendar kažejo na regijo, polno zavezništev, uporov, vmešavanj in vojn. Do 13. stoletja pred našim štetjem je bila Troja del širokega mednarodnega sistema. Velika kraljestva so trgovala in si izmenjevala sporočila. Kralji so sklepali dogovore in pošiljali vojake, da bi pomagali svojim zaveznikom. Ta sistem je bil močan, toda vsako kraljestvo je bilo odvisno od drugih. Ko so se pojavile težave v trgovini, hrani, vladi ali varnosti, so bile hitro prizadete tudi sosednje dežele. Okoli leta 1200 primi na našem štilete so številna središča v vzhodnem Sredozemlju začela slabeti. Palače mikenske Grčije so propadle. Centralna oblast Hetitskega imperija je izginila. Nekatera mesta v Anatoliji in Levantu so bila uničena ali zapuščena, Ciper in drugih delih regije. Raziskovalci ne vidijo enega samega vzroka. Obstajajo dokazi o vojnah, selitvah prebivalstva, nemirih znotraj kraljestev, upadu trgovine in hudih sušah na nekaterih območjih. Možno je, da so se ti problemi pojavili hkrati, dokler jih nekdanje mogočne oblasti niso več zmogli obvladovati. Zelo pomemben je bil padec Hetitskega imperija za Trojo. V prejšnjih časih je lahko Vilusa poiskala pomoč pri hetitskem kralju, kadar je bila ogrožena. Toda ko se je kriza poglabljala, je hetitska vlada izgubila sposobnost posredovanja. Ni zaščititi svoje oddaljene zaveznike. V istem obdobju je bila uničena tudi Troja 7a. V nekaterih delih mesta so sledovi požara in uničenja. Na arheološkem najdišču so našli tudi orožje in človeške ostanke. Zaradi tega je možno, da je prišlo do nasilnega napada, vendar pa preostali dokazi niso zadostni, da bi lahko natančno ugotovili, kaj se je zgodilo ali kdo so bili napadalci. Ni trdnih arheoloških dokazov, da bi velika koalicija mikenskih kraljev hkrati oblegala Trojo. Morda je šlo za obsežen napad, lahko pa je šlo tudi za niz manjših upadov. Spopadov in obleganj, ki so se zgodili v različnih obdobjih. Skozi številne generacije so pripovedovalci morda združili ločene vojne. Imena nekdanjih kraljev in bojevnikov so se morda spremenila, dodala ali združila v eno zgodbo. Na ta način so številni spopadi okoli Troje lahko postali ena velika vojna, ki naj bi trajala 10 let. Desetletno obleganje v znani legendi ni nujno treba razumeti kot neprekinjeno blokado celotnega mesta. Težko je bilo oskrbovati na tisoče vojakov tako dolgo, še posebej v bronasti dobi. Možno je, da so bili le določeni časi napadov, umikov in zbiranja zalog in ponovnih vrnitev. Morda je bila dolžina vojne tudi pretirana, da bi pokazali, kako težka in pomembna je bila. V ustnem izročilu je običajno, da se podrobnosti spreminjajo, ko se dogodek znova in znova pripoveduje. Arheologija lahko potrdi, da je bilo v Troji veliko mesto, ki je bilo uničeno približno v času obsežnega zloma bronaste dobe. Vendar pa to ne more dokazati natančne zgodbe o bitkah v Iliadi.
Ruševine ne povedo, ali je vojna trajala 10 let, ali jo je vodil Agamemnon, ali pa se je pred zidovi boril bojevnik z imenom Ahil. Še težje je dokazati najbolj znani del legende – trojanskega konja. Po običajni zgodbi se je grška vojska pretvarjala, da je odšla in pustila velikega lesenega konja. Trojanci so mislili, da je to darilo, zato so konja pripeljali v mesto. V resnici so bili v notranjosti skriti grški bojevniki. Ko je padla noč, so bojevniki prišli ven, odprli vrata in spustili nazaj prišlo vojsko. Trojanskega konja v Iliadi pravzaprav niso podrobno opisali. Ta pesnitev se konča po smrti in pokopu Hektorja, še preden pade Troja. Leseni konj se pojavi v drugih delih večje trojanske tradicije. Vključuje kratko omembo v Odiseji in bolj podrobno v pripovedih kasnejših piscev. Ni arheoloških dokazov, ki bi potrjevali, da je bil res uporabljen velik lesen konj za vstop v mesto. Zaradi tega predlagane so bile različne razlage o možnem izvoru zgodbe. Ena pogosto omenjena možnost je, da je konj morda predstavljal neko vrsto oblegovalnega stroja, napravo, ki se uporablja za uničenje zidu ali vrat. Obstajajo trditve, da so starodavni vojaški stroji pogosto poimenovani po živalih. Možno je, da je res obstajala naprava, ki je kasneje v pripovedih postala dobesedno lesen konj. Druga razlaga povezuje konja z ladjo. Obstajajo trditve, da so starodavne ladje imele okrasje v obliki konjske glave. Včasih se tudi podoba konja uporablja za opis hitrega plovila. Po tej razlagi so se morda bojevniki skrivali v ladji, ali pa so prišli s prevaro povezano z morjem. Obstaja tudi teorija, da je konj simbol potresa. V grški religiji je Pozejdon povezan z morjem, konji in potresi. Troja 6 je utrpela veliko škode in številni arheologi povezujejo njeno uničenje s potresom. Možno je, da se je v legendi združil spomin na porušeno obzidje in simbol Pozejdona, vendar to ostaja le razlaga, še ni dokaza, da se je zgodba res tako začela. Obstaja še ena, bolj preprosta možnost. Morda so trojanskega konja preprosto izmislili starodavni pesniki kot pameten način za zaključek zgodbe. Namesto, da bi Trojo premagali z močjo, so mesto zavzeli s prevaro. Takšen konec se ujema z značajem Odiseja, ki je v legendi znan po svoji pameti in zvitih strategijah. Ker ni neposrednih dokazov, ni mogoče ugotoviti, ali je trojanski konj resnična stvar, simbol drugega dogodka ali izmišljotina, dodana zgodbi. Jasno je le, da je ta podoba postala izjemno močna, zato je preživela v umetnosti, literaturi in jeziku tisoče let. Podobna težava obstaja tudi pri prepoznavanju glavnih likov vojne. Ni bilo najdenega nobenega dokumenta iz bronaste dobe, ki bi jasno dokazoval, da je Ahil živel. Odisej, Hektor, Priam, Agamemnon ali Helena živeli tako, kot jih opisujejo legende. Možno je, da so nekateri izmed njih temeljili na resničnih kraljih in bojevnikih. Prav tako je možno, da so njihove značilnosti združene iz več različnih ljudi. Najpogosteje povezujejo resničnega voditelja s Parisom. V Iliadi ga imenujejo tudi Aleksandros. V hetitskih zapisih je bil kralj Viluse z imenom Alaksandu. Imeni Alaksandu in Aleksandros sta si zelo podobni. Oba sta povezana s Trojo oziroma Viluso. Vendar pa podobnost imen ni dovolj, da bi lahko rekli, da sta ista oseba. Najverjetneje je Alaksandu vladal v začetku 13. stoletja pred našim štetjem. Medtem pa se uničenje Troje 7a običajno postavlja nekaj desetletij kasneje. Mogoče je bil Alaksandu že dolgo mrtev, ko se je zgodilo uničenje, ki ga pogosto povezujejo s trojansko vojno. Ime Alaksanduja je pomembnejše kot dokaz, da so se lahko nekatera resnična imena in spomini iz bronaste dobe ohranili v grški tradiciji. Ko so se zgodbe prenašale naprej, se je lahko resnični kralj Viluse spremenil v princa Troje v legendi. Toda čeprav obstajajo podobnosti, to še vedno ne dokazuje, da je bil Alaksandu tisti Paris, ki je odpeljal Heleno in povzročil veliko vojno. Da bi bolje razumeli, ali so resnične osebe navdihnile druge junake, moramo pogledati zapise iz same Mikenske Grčije in preučiti, kakšni kralji in bojevniki so v resnici živeli v tistem času. Med imeni iz hetitskih zapisov je Alaksandu najpogosteje povezan s Parisom. Parisa v grških zgodbah imenujejo tudi Aleksandros, obe imeni pa sta povezani s Trojo oziroma Viluso. Možno je, da je resnični spomin na Aleksandu prišel v legendo. Vendar ni nobenega dokumenta, ki bi navajal, da je vzel kraljico iz Sparte ali začel veliko vojno. Živel je tudi nekaj desetletij pred uničenjem Troje 7. Obstaja še eno ime, ki ga včasih povezujejo s Priamom, kraljem Troje v Iliadi.
To je Pijamaradu, mogočen vojskovodja, ki je deloval v zahodnji Anatoliji v 93. stoletju presta našem teštidoto. Imeni Pijamaradu in Prijam se slišno podobni, vendar imata različno vlogo. Pijamaradu ni bil kralj Viluse. V hetitskih zapisih je opisan kot vodja, ki je izvajal napade in se je morda celo boril proti Troji. Zato je malo verjetna domneva, da je on pravi Prijam. Prav tako ni mogoče neposredno dokazati obstoja Agamemnona. V legendi je bil kralj Miken in vodja grške vojske. Res je, da so bile Mikene zelo močne v poznobronastodobnem obdobju. Imela je veliko palačo, močna obzidja, bogate grobnice in organizirano upravo. Arheologija kaže, da so obstajali kralji, ki so lahko zbrali vojake, ladje in zaloge. Možno je tudi, da je bil en močan vladar, ki je vodil zavezništvo več mikenskih kraljestev. Vendar ni bilo najdenih nobenih zapisov, ki bi jasno navajali, da je bilo njegovo ime Agamemnon. Znana Agamemnonova maska je le sodobno ime. Našel jo je Heinrich Schliemann, vendar je bila maska narejena nekaj stoletij pred obdobjem, ki ga običajno povezujemo s trojansko vojno. Enako velja za tako imenovani Agamemnonov grob in zakladnico Atreja. Ni nobenega napisa, ki bi povedal, kdo je bil pravi lastnik teh predmetov. V enem hetitskem dokumentu je omenjen vodja iz Ahijave, imenovan Atartija. Nekateri učenjaki so opazili podobnost tega imena z Atrejem, očetom Agamemnona v legendi. Morda obstaja povezava med obema imenoma, vendar ni nobenega dokumenta, ki bi potrjeval, da je bil Atartija res Atrej ali oče kakšnega kralja z imenom Agamemnon. Še manj zgodovinskih sledi je o Odiseju. Možno je, da je bil njegov lik ustvarjen iz zgodb o pomorščakih, bojevnikih in voditeljih, ki so bili spretni v strategiji. Vendar ni neposrednega napisa, ki bi potrjeval, da je res živel. Enako velja za Ahila. Na tablicah Linear B je nekaj osebnih imen, ki so morda podobna imenu Ahil. To samo kaže, da se je podobno ime morda že uporabljalo v bronasti dobi. Tablice ne pravijo, da je bila ta oseba najmočnejši bojevnik Grčije. Prav tako ni nobenega zapisa o tem, da bi bil sin boginje ali o njegovi znameniti peti. Pravzaprav, zgodba o Ahilovi peti sploh ni v Iliadi. V pesnitvi je izjemno močan, a smrten bojevnik. Drugi nadnaravni elementi so se bolj jasno pojavili v kasnejših zgodbah. Možno je, da so junaki iz Troje temeljili na resničnih kraljih in bojevnikih. Mogoče so bili v vsakem liku združeni spomini na več različnih ljudi. Tako deluje ustna tradicija. Ko se zgodba prenaša skozi številne generacije, se nekateri detajli izgubijo, dodajo ali spremenijo. Številni manjši spopadi se lahko združijo v eno veliko vojno. Navaden bojevnik je lahko postal junak skoraj enak bogovom. Po nekaj stoletjih so nastale pesmi, ki jih pripisujejo Homerju. Do takrat so se družba, orožje, oblačila in vlada v Grčiji že spremenili. Zaradi tega so v Iliadi združeni spomini iz bronaste dobe in podrobnosti iz novejših časov. Ni bila napisana kot vojaško poročilo ali natančen zgodovinski zapis. To je epska pesnitev o jezi Ahila, časti, izgubi in vplivu vojne. Kaj pa lahko rečemo o trojanski vojni? Mesto Troja je bilo resnično. To je bilo pomembno naselje v severozahodni Anatoliji, ki je bilo večkrat uničeno in ponovno zgrajeno. Res je tudi, da je prišlo do spopadov med kraljestvi v Anatoliji in silami iz mikenske civilizacije. Hetitski zapisi omenjajo Viluso, Ahijavo, različne sporazume, upore in omešavanje tujih vladarjev. Arheologija tudi kaže, da je Troja 7a bila nasilno uničena. V času, ko so številna kraljestva v vzhodnem Sredozemlju propadala, morda je bil velik napad izvor legende. Lahko pa je šlo tudi za niz napadov, obleganj in bitk, ki so jih kasneje združili v eno samo zgodbo. Ni dovolj dokazov, da bi potrdili, da je Agamemnon vodil vojsko. Ali sta Prijam in Hektor branila Trojo, ali pa je Ahil ubil Hektorja, tudi ni mogoče potrditi. Prav tako ni gotovo, ali je bila Helena res kraljica, ali pa je bil njen ugrabitev razlog za vojno. Možno so zgodbo o Heleni in Parisu uporabili, da bi poenostavili spor, katerega pravi razlogi so bili moč, politika, trgovina in nadzor nad regijo. Trojanskega konja je najtežje dokazati. Nimamo dokazov, da bi velik lesen konj prinesel vojake v mesto. Morda je bil to simbol oblegovalnega stroja, barangaj, park, potres, prevara ali pač le del legende. Zato trojanska vojna ni preprosta resnična zgodba ali čista izmišljotina. Troja je resnična. Pravi so bili vojne in nemiri, ki so se dogajali okoli nje. Toda junaki, bogovi in dramatični dogodki so bili oblikovani skozi stoletja pripovedovanja zgodb. Za legendo se skriva spomin na resnično obdobje padca.
Čas, ko so bila mesta uničena, kraljestva izginila in se je ves svet pozne bronaste dobe spremenil.